Dober dan, to je N1 studio. Z današnjim dnem je v Sloveniji na voljo enotna vozovnica, s katero je mogoče za 70 evrov na mesec ali 560 evrov na leto uporabljati vse linijske vlake ali avtobuse, razen mestnih. In to neomejeno. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da bo to občutno znižalo stroške vsem, ki javni potniški promet redno uporabljajo za daljše razdalje. Pa bo to res povečalo konkurenčnost javnega prevoza v primerjavi z avtomobilom, komu se nakup splača in komu ne? Kaj vse morate vedeti o tako imenovani vozovnici Slovenija? Za odgovore na številna vprašanja je z nami vodja sektorja za javni potniški promet na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, gospod Matjaž Vrčko. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. Gospod Vrčko, najprej najbolj osnovne informacije. Komu je torej namenjena ta enotna vozovnica, kje jo lahko kupimo in kje uporabljamo? Katere so torej te bistvene spremembe glede na prejšnji režim? Ta vozovnica je namenjena vsem, če rečem, rednim uporabnikom javnega potniškega prometa, poleg dijakov in študentov, ki že imajo subvencionirano, in upokojencev, ki imajo tudi subvencionirano. S tem smo pravzaprav želeli vsem rednim uporabnikom javnega potniškega prometa tega narediti bolj dostopnega in seveda tudi privabiti nove potnike. Tako da karta je ugodna in za vse tiste, ki potujejo več kot 20 kilometrov, je to brezplačna oziroma enotna vozovnica za celo Slovenijo. Če lahko zdaj malo razdelava, katere bodo te različne veljavnosti, torej za kakšno obdobje jih lahko kupimo in kje? Gre za različne obdobje veljavnosti. Najkrajša je enodnevna za 15 evrov, potem 3-dnevna za 20 evrov, tedenska za 35 evrov in mesečna za 70 evrov. To so vse imenske vozovnice, se pravi, da so vezane na imetnika. Obstaja pa tudi neimenska vozovnica za 90 evrov oziroma 720 evrov na leto, ki je pa prenosljiva, jo lahko uporablja več uporabnikov, ampak vedno eden naenkrat. Zdaj, danes je prvi dan prodaje, imate kakšne informacije, kako zdaj poteka, je vse v redu, a so kakšni zapleti morda na kakšnih prodajnih mestih? Torej, zaenkrat moram reči, da nimam nobenih podatkov, da bi bilo kje kakšen zaplet. Vse poteka normalno, kar je neobičajno. Ponavadi, kadar uvajamo nove produkte, je vedno kje kakšna težava, ampak tokrat nisem seznanjen, da bi bila kje. Dobro, ni še konec dneva, bomo videli. Ni še konec dneva, ja. Še enkrat morda na mesto vprašanje, ne glede na veljavnost, pa lahko opravimo neomejeno število prevozov znotraj obdobja veljavnosti. Tako. Tudi če imamo dnevno, se lahko v istem dnevu 10-krat vozimo kamorkoli želimo. Tako. In tudi na različnih relacijah. Zdaj, cene ste že omenili, ampak komu se bo v resnici ta novost najbolj splačala? Res samo tistim, ki redno uporabljajo javni prevoz na daljših razdaljah ali morda tudi komu drugemu? V resnici tistim, ki potujejo na daljših razdaljah, kot rečeno, vsi tisti, ki potuje dlje kot 20 km na dan, se jim bo s to vozovnico že splačalo, bo že bolj ugodno. In pa seveda tisti, ki se veliko vozijo, ki upravijo vožnjo na delo domov, mogoče potem še kakšno gledališče, trgovino, športno dvorano, tem se bo pa sploh splačalo. Ti so mogli v bistvu poleg relacijske morali kupiti še dodatne vozovnice za ta dnevna potovanja. Mogoče se bo tudi kdo lažje odločil za vozovnico Slovenija, ker ve, da bo zdaj lahko jo uporabljal tudi za druge poti, ne samo za šolo ali za službo domov, ampak še za kaj drugega. Kaj pa tisti, a se kaj spreminja za tiste, ki so imeli doslej vozovnico le za svojo relacijo, pa je ta cenejša od 70 evrov, a morajo karkoli narediti? Vsak, ki plača 70 evrov, dobi vozovnico Slovenija. Tudi če ima relacijo krajšo, ampak ve, da bo mogoče potoval večkrat na dan na različnih relacijah, lahko kupi za 70 evrov vozovnico Slovenija. Če pa za manj, pa bi se v bistvu ima samo za svojo relacijo, se pa nič ne spremeni. Se pa nič ne spremeni. A se kaj spreminja za dijake in študente, a morajo kaj posebnega vedeti v zvezi s to novostjo? Dijaki in študenti imajo vozovnico Slovenija že od leta 20 naprej. Takrat smo uvedli za njih in stane 25 evrov na mesec oziroma 200 evrov na leto, je subvencionirana in za njih se nič ne spremenja. In uporabljajo lahko za... Enako kot vozovnica Slovenija danes za ostale uporabnike. Dobro, kaj pa mlajši otroci? To je pa novost. Do zdaj so učenci od 7. oziroma 6. do 15. leta starosti običajno kupovali mesečne vozovnice pri prevoznikih. Zdaj pa za njih uvajamo mesečno vozovnico s 50% popustom.
Prvič, s tem rešujemo tudi pač to populacijo in drugič, veliko pobud smo dobili, da ti učenci poleg šole hodijo še na treninge, na krožke, na tekme in da morajo zato ekstra kupovati vozovnice. Zdaj jim tega ne bo več potrebno, ampak bojo za 35 evrov na mesec dobili vozovnice Slovenije. Odlična novica, torej tudi zanje. Kaj pa upokojenci? Smo danes že dobili vprašanje, nekateri so se ustrašili, da zdaj ne bodo imeli več zastonj kart. Ne, tudi za upokojence se letos nič ne spreminja, tudi vozovnice bojo avtomatsko podaljšane. Bodo pa verjetno morali prihodnje leto na okence, prodajno okence, zaradi tega, ker pač vozovnice imajo nek rok trajanja, kartice, tudi zaradi korone smo uredili avtomatsko podaljševanje, prihodnje leto pa bo verjetno potrebno na okence, ampak bo pa vozovnica kot taka še vedno zastonj. Mogoče bo treba plačati storitev. Dobro. Zakaj, to tudi ravno ljudi zanima, zakaj vozovnice še ni mogoče uporabljati v mestnem potniškem prometu in kdaj bo to možno? Torej za mestni potniški promet jih je pač več v Sloveniji in z vsakim posebej je potrebno dogovoriti tako finančno kot tudi tehnično, kako bojo pač naše kartice delovale na njihovih vozilih in prodajnih mestih. In seveda treba je tudi preveriti, preračunati, koliko nas bo to dodatno stalo. Računamo pa, če bo proračun to dovoljeval, da bi se do konca leta dogovorili tudi z njimi. Ampak z vsemi ali samo s večjimi, mogoče za začetek, ne vem, Ljubljana, Maribor, večja mesta, pač mestni promet ali vsi naenkrat? Torej, če gledamo izkušnje iz preteklosti, smo najprej dogovorili z Ljubljano in z Mariborom in testirali, kako zadeva deluje, potem pa tudi z ostalimi. Zdaj nekaj izkušenj imamo, tako da verjetno posod tam, kjer je mestni promet plačljiv, da bi šli z vsemi naenkrat. Pa je mogoče na tej točki že kaj reči, kakšna bo potem cena v primeru Ljubljane za, ne vem, 37 evrov višja ali za manj? Zagotovo za manj. Ker tudi, če gledamo študente in dijake, pač v Ljubljani za 10 evrov dobijo tudi mesto zraven, v Mariboru mislim, da je 5 evrov. In tako bo tudi za te potnike, da bomo rekli, če ima vozovnico Slovenija, bo za neko doplačilo, ne vem kakšno, dobil vsa mesta. Če pa ima nekdo relacijsko vozovnico, pa naj bi dobil pač tisto mesto, kjer ima relacijo. Zdaj, če greva še k enemu konkretnemu primeru, danes nas je na to opozoril bralec, ki so mu to pojasnili prav na vašem ministrstvu, da bo treba za vožnjo na vlakih, ki niso lokalni, doplačati. Recimo, če se voziš na relaciji Kranj-Ljubljana in greš na mednarodni vlak, ker pač pelje takrat, ker ti to ustreza, moraš pač takrat v Ljubljano, moraš doplačati 1,5 evra v eno smer. Zakaj je to potrebno in ali bo tako ostalo? Zaenkrat bo tako ostalo. To je pač potrebno zaradi tega, ker so to vlaki višjega razreda, tudi boljše kakovosti in gre za to, da če bi z domačimi potniki zasedli te vlake, potem bi pravzaprav bil problem mednarodnih potnikov, kako priti na ta vlak oziroma da bi z vozovnico, ki so jo kupili, morali, ne vem, stati ali pa sedeti na hodniku. To je problem tudi z medkrajevnimi avtobusi, naprimer, ki vozijo iz Ljubljane na Bled in se nekdo pelje iz glavne postaje do Šiške, s tem zasede prostor in drugi ne morejo na avtobus. Je pa res, da se pogovarjamo, kako ta problem rešiti, ampak zaenkrat prave rešitve še nismo našli. Kakšne bi bile pa lahko tu možne smeri rešitve tega vprašanja? Ker, a veste, bom še enkrat rekel, ne, če človek mora ob tej in tej uri priti v Ljubljano in je takrat edini vlak, ki je na voljo pač mednarodni in je, bom rekel, na višjem nivoju, kot pravite, na to nekako ne more vplivati, ker drugih vlakov pa takrat ni. Rešitve bi bile edino, da bi, ne vem, dodajali kompozicije ali pa avtobusi dodajali bis vožnje. To prakticiramo sicer v medkrajevnem avtobusnem prometu ali pa mogoče rezervacijski sistem.
Težava so v bistvu tudi dolge vožnje ali pa vozni redi, ne, potencialnim uporabnikom ne ustrezajo in pravijo, da kljub tej nižji ceni javnega prevoza ne bodo uporabljali in da se bodo še vedno vozili z avtomobilom, ker bi pač do službe potrebovali 3 ure namesto 1 ure ali pa morajo na vlak ali avtobus po koncu dela še čakati, ne vem, 1 uro ali 2. Ne. Kaj lahko tu stori ministrstvo, če kaj, ali je to povsem odvisno od prevoznikov? Ne? Rekli ste vi že enkrat, da bi bilo treba povečati kapacitete javnega prometa, ampak najbrž tudi časovno frekvenco. Tudi. Zdaj, ne vem, prejšnji mesec je bil zaključen razpis za podelitev novih koncesij za medkrajevni avtobusni javni potniški promet. V tem razpisu smo že povečali standard dostopnosti za 20% na račun konic, oddaljenih krajev, pa tudi nekaj zaradi turizma. In ko se bodo nove koncesije začele izvajati, bo več odhodov in prihodov že v Sloveniji in tudi število avtobusov se bo povečalo za okrog 200. Zdaj, nekaj težav je v železniškem prometu zaradi tega, ker veliko obnavljajo proge ta hip in zaradi tega je ta promet moten, ampak ko bo ta vzdrževalna dela zaključena, bo tudi se to stanje izboljšalo. Dejstvo pa je, da bo na železnici potrebno povsod tam, kjer je veliko frekvence, recimo Kamnik, Kranj, Grosuplje, treba narediti 2 tira, da bojo proge dvotirno in takrat bo možno narediti takt na 10 ali 15 minut in s tem omogočiti potnikom, da bojo pač hitreje prišli na cilj. Zdaj, pri številnih zaposlenih, ki se na delo vozijo iz bolj oddaljenih krajev, bo nova vozovnica negativno vplivala na znesek nadomestila za prevoz, ki ga bodo po novem prejeli. Recimo primer našega bralca, ki se vozi iz Slovenj Gradca, zdaj prejema slabih 240 evrov, po novem bo prejemal 70 evrov. Javnega prevoza ne bo uporabljal, saj če želi biti ob 8 zjutraj v Ljubljani, mora od doma že malo po 5 uri. Na vašem ministrstvu so za N1 že pred časom dejali, da ne morete zavirati razvoja javnega potniškega prometa, ker bo pač nekdo dobil manjše nadomestilo za prevoz na delo. Kaj pa lahko naredite v takšnih primerih? Torej, mi nekaj dosti, torej, kot rečeno, za to, da bomo spodbujali javni potniški promet, ne moramo biti talec nadomestil za prevoz na delo in ne moramo imeti zdaj dragih kart za to, da bo nekdo dobil večji nadomestilo za prevoz na delo. Če ima nekdo primeren javni potniški promet, naj ga začne uporabljati, če pa ne, se bo pa verjetno moral z delodajalcem dogovoriti za drugačno obliko oziroma osnovo plačevanja, mogoče kilometrino, da bo seveda zagotovljeno, da bo prišel pravočasno na delo. Pa ste o tem tudi že morda kaj s prevozniki govorili? Lahko oni karkoli naredijo? Ne, mislim, da ne morejo. Zdaj, v načrtu je hitra železniška proga med Ljubljano in Mariborom. Vlak bi dosegel hitrost do 240 km/h. Vožnja na tej relaciji bi trajala 55 minut. Ampak to bo šele leta 2045, pravijo vaši kolegi na Ministrstvu za infrastrukturo. Trenutno vožnja traja vsaj 2 uri, včasih tudi bistveno več. Kaj torej lahko država naredi do takrat, do leta 2045? No, izboljšuje in nadgrajuje se tudi obstoječa infrastruktura in tam, kjer je možno, se tudi povečujejo hitrosti in ti časi potovanj se tudi skrajšujejo. Torej, kolegi tudi pravijo iz sektorja za železnice, da bo s temi nadgradnjami možno skrajšati čas potovanja z Maribora v Ljubljano na 1,5 ure, kar pa je že kar konkurenca osebnemu avtomobilu, če računamo, da je potrebno še parkirati, pa tudi ne nazadnje plačati cestnino, tako da ja, pa še včasih se zjutraj kakšna nesreča zgodi, pa se potem iz Maribora vozijo 2,5 ure z avtomobilom. Dobro, bomo videli, kako se bo ta novost prijela. Imate tu kakšna pričakovanja? Koliko ljudi recimo bi lahko že v tem letu uporabljalo to vozovnico Slovenija? To bomo videli. Mi računamo, da bi pač uporabnikov s to vozovnico Slovenija bilo več, kot pa jih ima danes mesečno vozovnico, našo in od prevoznikov. To je ena zadeva. Sicer pa načrti v prihodnje so, da bi v nekem 10-letnem obdobju, take so tudi pričakovanja kolegov iz okolja in podnebja, da bi se javni potniški promet moral povečati vsaj za 2-krat.
Ja, bomo videli, ali se res bo. Za danes pa, gospod Vrčko, najlepša hvala, da ste bili gost NN Slovenija. Ja, hvala tudi vam, hvala za povabilo. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Seveda, če imate v zvezi s tem še kakršnokoli vprašanje, lahko ga pošljete na uredništvo@nnainfo.com in bomo seveda vam poskušali priskrbeti vse odgovore. Upam pa, da ste kakšne od teh dobili že danes. Za vašo pozornost hvala in nasvidenje.